Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Danes bom govoril o tem, kako AIQ razume in vpliva na metabolični sindrom. Uradna definicija metaboličnega sindroma je, da je to skupek presnovnih motenj, ki skupaj povečujejo tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in drugih kroničnih bolezni. Gre za kombinacijo več dejavnikov tveganja, ki so posledica neustreznega življenjskega sloga in presnovnih motenj in neravnovesij. Glavni kriteriji za metabolični sindrom so abdominalna debelost, povišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, povišani trigliceridi v krvi, nizka raven dobrega holesterola. Najpogostejši vzroki in dejavniki tveganja, da se razvije, pa so slaba prehrana, pomanjkanje telesne dejavnosti, kronični stres in slabo spanje, odpornost na inzulin oziroma inzulinska rezistenca, genetska nagnjenost. Posledice so pa povečano tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, maščobna bolezen jeter, vnetje in oksidativni stres v telesu. Uradno, kako preprečiti in zmanjšati metabolični sindrom, pa je zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, obvladovanje stresa, kakovosten spanec in izguba odvečne telesne maščobe, še posebej okoli trebuha. Kako AIQ vidi oziroma razume metabolični sindrom? Glavni vzrok za njegov nastanek je v bistvu neustrezno okolje, v katerem oseba živi in dela. Pri AIQ-ju se v bistvu vedno ukvarjamo s tem, kako okolje vpliva na nekoga, ki ima kronične težave, kakršnekoli vrste ali tipa. In seveda, če pride do metaboličnega sindroma, ki kaže, da marsikaj v telesu te osebe ne deluje tako, kot bi moralo, pomeni, da je vpliv okolja na njega kronično neustrezen in tak kronično neustrezen vpliv okolja na osebo seveda spremeni njegovo telesno funkcijo, posledično pride pa seveda tudi do spremembe telesne strukture. Telesno funkcijo tukaj gledamo visok krvni tlak, sprememba telesne strukture pa recimo abdominalna debelost. Torej je z našega vidika, z naše perspektive več kot očitno, da je v odnosih in vplivu okolja na to osebo nekaj kronično narobe in da je potrebno temu primerno delovati na spremembo odnosov, da dosežemo to spremembo odnosov, skozi spremembo odnosov se spremeni pa okolje. Spremembo okolja se pa seveda tudi spremeni vpliv okolja na to osebo in posledično zaradi drugačnega vpliva okolja pride tudi do možnosti, da oseba spremeni svojo funkcijo in seveda posledično s tem spremeni tudi svojo strukturo. Kaj je značilno za ljudi, ki imajo ta sindrom, s katerimi delam, je, da v bistvu imajo kronično povišano mišično napetost, da so izgubili sposobnost sprostitve in da imajo temu posledično seveda tudi neučinkovito dihanje. Vedno jih najdemo v dveh tipih vedenja po AIQ-ju, ali so podmornice ali so pa letala. In v obeh primerih pride do tega, da jim gre veliko tega kronično na jetra v njihovem življenju, v odnosih, ki določajo njihovo življenje in seveda zaradi tega, ker jim gre veliko stvari na jetra temu primerno tudi bolj obremenjena, se poruši notranje ravnovesje v telesu oziroma bolje rečeno, če sem bolj natančen, se njihovo notranje ravnovesje uravnovesi z zunanjim ravnovesjem. Ker realno gledano je edino na tak način možno ostati v nekem okolju dlje časa, ker če hočemo v nekem okolju biti, živeti, delati in se seveda tudi razvijati, se moramo s tem okoljem uravnovesiti, ker če z njim nismo uravnovešeni ali pa nismo v resonanci, potem je med nami in tem okoljem odbijajoča sila, ki seveda zmanjšuje kvaliteto delovanja v tem okolju,
zmanjšuje sposobnost povezanosti in medsebojne uporabnosti med okoljem in to osebo. Tako da je neminovno, če hočemo v nekem okolju dlje časa biti, ali pa če moramo v nekem okolju dlje časa biti, ali pa če ne moremo biti v drugem okolju zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, da se mora naša notranjost uravnovesiti z našo zunanjostjo, ne zunanjostjo kot fizično zunanjostjo, ampak zunanjostjo, v kateri živimo. Posledično pa seveda pride tudi do tega, da tudi naša zunanjost, zunanja podoba deluje v skladu z okoljem, v katerem smo, s tem, da se seveda zunanje podobe lahko veliko bolj jasno zavedamo, ko se pogledamo v ogledalo ali pa stopimo na tehtnico, kot pa se zavedamo dejanskega stanja okolja, v katerem živimo, ki zaradi senzorno-motorne amnezije in senzorno-motorne iluzije pogosto oziroma je praviloma ga ne dojemamo na takšen način, kot ga na telesu ali pa s telesnim izgledom ali pa z delovanjem telesa kažemo. Seveda je pomembno, da ko dobimo takšno diagnozo ali pa sami vidimo, da smo v takem stanju, da se začnemo sistematično ukvarjati z zmanjševanjem senzorno-motorne amnezije in dvigom lastne čustvene zrelosti, ker lahko na tak način v bistvu omogočimo sami sebi in dvignemo svojo lastno sposobnost prepoznavanja, kakšen je vpliv okolja na nas, in potem vedno bolj zaradi višje čustvene zrelosti lahko razumemo, zakaj smo mi neželjeno ali pa zakaj smo v neželjenem stanju, zakaj smo tako, kot nismo hoteli biti ali ne želimo biti, pa kljub temu, da tega ne želimo, taki smo. In odgovor je v bistvu skoraj vedno enak, in to je, da okolje na nas vpliva še na drugačne načine, kot na tiste, ki se jih zavedamo, in da če je naše telesno stanje takšno, kot ga ne želimo oziroma nam ni jasno, zakaj smo tako, kaj moramo potem seveda ugotoviti, kaj v okolju je takšnega, da vpliva na nas na takšen način, da imamo takšen rezultat, neželjen. In seveda, če hočemo to narediti, je treba pa zmanjšati SMA, pa dvigati čustveno zrelost, da se tudi upamo začutiti tisto, kar nam nižja senzorno-motorna amnezija omogoči, in da se upamo narediti, ali pa da se nam manj upira narediti tisto, kar skozi znižano senzorno amnezijo in senzorno iluzijo o svojem življenju spoznamo, ter vidimo, da je tukaj potrebno narediti spremembe, narediti premike, vplivati na okolje na primeren način, ne prehiter in ne prepočas. Tukaj ima recimo večina uporabnikov AEQ-ja največ težav, zaradi tega, ker po določenem času dojamejo, kje je glavni problem. Na telesni ravni potem tudi vedno bolj ali pa dovolj dobro začutijo, da je ta problem resnično tisti trenutno glavni problem, ker seveda težko je določiti glavni problem, ker nikoli nimamo na razpolago, da čutimo vse probleme, ki jih imamo v življenju, ampak jih čutimo samo nekaj. Ostali so pa še prikriti, čakajo na odkritje, se pravi podobno kot pri arheoloških izkopavanjih, gremo vedno globlje in najprej naletimo na ene najdbe, pod njimi so lahko pa še druge. Ampak to v bistvu nas ne sme zadržati pri razvoju, oziroma določimo, kjer je trenutno najbolj problem, ki nam najbolj zmanjšuje kvaliteto življenja ali pa nas ovira pri razvoju, se ga lotimo analizirati, iščemo rešitve izvedemo, problem zmanjšamo in ga postopoma odpravimo, in se nam pokaže drug problem, ki je bil prej neviden ali pa je bil prezahteven, da bi se ga upali videti, in dejansko vse skupaj poteka nekako tako, kot te klasične igrice na računalniku, ko greste skozi stopnje, ki so na začetku lažje, potem pa so vedno težje, hkrati pa ste tudi vi zaradi izkušenj in boljše opreme, ki jo dobite skozi napredovanje čez stopnje, vedno bolj sposobni reševati vedno večje težave in vedno bolj razumeti, zakaj dejansko imate tako stanje, kot je metabolični
sindrom, ki kaže seveda, da je pritisk v okolju, v katerem živite, ali na vas noter, ali pa od vas na ven, ki ga zadržujete v sebi, zelo velik. In da v bistvu je da ohranjate določeno ravnovesje, da ostajate v tem okolju, da okolja ne spreminjate, ne zapustite, se ne borite proti njem ali pa ne bežite stran od njega, da dejansko je potrebno telo spremeniti v tako nefunkcionalno obliko, da enostavno nimate možnosti, da bi naredili nekaj drugače kot tisto, na kar ste navajeni. Včasih me to vse skupaj spominja kot tisto, ko sem bil majhen, pa sem še pomagal tam včasih med počitnicami pri eni kmetiji, ko sem spraševal, zakaj ima krava rog zavezan za nogo, pa so rekli, da zato, da ne more jesti jabolk pa grozdja, ali pa tudi seveda, da ne more pobegniti zaradi tega, ker se ne more tako hitro premikati. In z metaboličnim sindromom se mi zdi dostikrat, da je podobna zgodba, da v bistvu sami sebe toliko spravimo v nemoč, v nepokretnost, v nezmožnost imeti močne, spontane in avtentične gibe, dejanja in čustva, zaradi tega, ker se pač ne počutimo dobro in ker nam gre toliko stvari na jetra, seveda pride tudi do vedno bolj zamaščenih jeter, ki pa jasno potem negativno vplivajo tako na srce, kot na ledvice, kot na noge. In seveda vse skupaj nam to vzame moč in možnost, da bi spremenili svoje življenje, da bi spremenili odnose in nas sili in nam omogoča tudi dostikrat izgovor, da pač ne moremo nič spremeniti, da pač tako, kot je, da bojo pa naši otroci naredili boljše, če jih sploh imamo. Zajkujem se to definitivno da postopoma spremeniti, seveda pa zahteva svoj čas, svojo tudi predanost temu in temu, da sprejmete odločitev in da ne odnehate ob prvem nelagodju, ki ga boste začutili, ki pa jasno jih boste začutili veliko, zaradi tega, ker bolj ko se učite AIQ, bolj ko izvajate vaje, manjšo ko imate senzomotorno amnezijo, bolj v bistvu čutite, kako ste slabo. Po drugi strani pa se učite tudi, da vidite, kakšne so poti, da ste bolje, in potem je pa seveda na vas, ali boste po tej poti šli ali ne in kako hitro in kako daleč in oziroma kako visoko. Hvala lepa.